Ena izmed prednosti starejših let je tudi to, da imaš več znanja in da nekoliko bolj modro lahko pogledaš na pot, ki si jo prehodil ali ki jo torej hodiš. Možgani zahtevajo pravzaprav nekaj zelo podobnega kot srce. Za svoje zdravje možganov skrbim tako, lahko rečem. Za glavo je treba skrbeti, tudi jaz se trudim, da skrbim za glavo. Jaz svojo skrb za možgane popredalčkam na nekako dva predala, na direktno pa nedirektno. Kaj sama naredim za lastne možgane? Ves čas jih v bistvu treniram in imam zaposlene z učenjem. Da bi demenco morda odmaknili za nekaj let, oziroma da ne bi sploh za njo zboleli, pa je potrebno, in to jaz tudi delam, biti čim bolj aktiven, imeti veliko socialnih stikov. Zelo dober sem verjetno v tem, da me življenje in tudi moj poklic zelo zanima in da pravzaprav je vsak trenutek, ki ga preživim z bolniki ali z študenti, ali v muzeju, ali v naravi, nekaj novega, nekaj vznemirljivega, nekaj lepega. Tako da sem zelo dober na tem področju vzdrževanja intelektualnih aktivnosti. Poskušam nekako ohraniti tak radoveden pa pozitiven pogled na svet. Poskušam tudi najti kak nov hobi vsake toliko časa, pa stimulirati možgane direktno na ta način. Učim se, želim si mogoče začeti obnoviti znanje nemščine, recimo, ki sem se učila v srednji šoli, pa jo nisem imela priložnost kje uporabljati. Mika me španščina, čakam, da grem v penzijo, da se bom vpisala v kakšen tečaj za tretje življenjsko obdobje. Kar se tiče prehrane, glede na to, da sem nutricionist, bi najbrž lahko bilo boljše, oziroma ljudje si najbrž predstavljajo, da je moja prehrana bistveno bolj, kako bi temu rekli, nevrotična, kot je v resnici, ampak vsem se mi zdi, da je potrebno vzdrževati neko stopnjo fleksibilnosti pri prehrani, da je potem tudi to, da smo sproščeni, ko delamo prehranske izbire, nekaj doda, ker če se preveč obremenjujemo s tem, je to lahko mogoče celo negativno na koncu. Moram reči, da v zadnjih nekaj letih sem se precej poboljšal tudi kar se tiče prehrane in to predvsem zaradi tega, ker pravzaprav sem celo življenje že zelo rad imel tisto, kar morda imenujemo mediteransko torej dieto, vključno morda z kozarcem rdečega vina. Veliko vem o zdravi prehrani, tudi se držimo, živimo v morju, tako da poletje je za nas, da hodimo plavati, se držimo nekako mediteranske diete, veliko sadja, veliko zelenjave, ampak tudi kaj drugega se doda glede na naše kilograme. Pri hrani seveda dostikrat pregrešim. Tudi sicer skrbim za to, da se kolikor se da zdravo prehranjujem. Trudim se uživati tako hrano, za katero pravijo, da je mediteranska. Probam poskrbeti za to, da je posoda, v kateri so moji možgani shranjeni, pač moje telo v čim boljšem stanju, da probam ohranjati neko solidno kardiometabolno zdravje. To pač pomeni, da je moja presnova v dobrem stanju, da je moje srčno-žilno zdravje v dobrem stanju, ohranjati neko zelo spodobno stopnjo telesne dejavnosti, to se mi zdi zelo pomembno. Prehrana seveda potem se tudi vklopi v to zgodbo. Redno telesno aktivni, tukaj bi lahko marsikaj izboljšala. Kjer bi moral biti boljši in kjer se nam splača vsem zelo potruditi, je več fizičnega gibanja. Gibati se poskušam dosti redno, kaj ne rečem. Več ali manj upam, da mi uspeva. Jaz sem pri spominčici aktivna 20 ur na dan, tako da je to način, s katerim premaguješ skratka aktivno, fizično in umsko življenje. Morda tudi izogibanje stresu, čeprav je tudi to res, da pravzaprav morda v 6. ali 7. desetletju svojega življenja znaš ponavadi, če si zdrav, stres veliko bolj obvladovati in ga je objektivno manj, kot pa ga je morda v
4. desetletju tvojega življenja? Nekaj, kar gotovo delam, je to, da se rada družim z ljudmi. To je eden od tistih dobrih načinov, da skrbimo za naše zdravje možganov. Preveč se prepuščamo temu, da skrbimo za vse druge reči, dela je veliko, ni časa. Se mi zdi, da mogoče bi več mogli radosti namenjati, da praznovanju, vedno moram stimulirati ljudi, da je treba praznovati, da se je treba družiti, da je treba bujati spomine na lepe stvari, na slabe stvari in tudi planirati za naprej, kaj vse bomo počeli. No in tam, kjer pa sem zelo, zelo slab, se skušam nekako izboljšati, pa mi nikakor ne uspe, je pa spanje. Daleč, premalo imam spanja in tukaj bi me moji kolegi, somnologi pravzaprav zelo kregali. Kaj bi pa lahko naredila bolje? V resnici bi jim lahko privoščila nekoliko več spanca. Tudi spim premalo. Slišal sem tudi, da je potrebno zadosti spati, pa si vzeti nekega počitka, pa malo se relaksirati, ampak tukaj sicer smo spodbujali, da povem tudi to, ampak ne bi rad preveč na to temo, ker to mi ne gre najboljše od rok. In še pri vsem skupaj veliko optimizma. Nič posebnega.